gostim Simona. Tokrat bo predstavil svojo drugo knjigo, ki je šla pri založbi Kulturni center Maribor. Modus operandi. Še bolj vesela pa sem, da se bo z njim pogovarjal kar Andrej Černelč, tako da vabljeni in vsi skupaj, da prisluhnimo temu pogovoru med dvema bratima. Ja, hvala. Jaz se že naprej opravičujem, če se bom zgubljal, malo se še zdravim od viroze oziroma prehlada, ampak bom dal vse od sebe. Jaz sem Andrej, mogoče me kdo pozna. To je moj brat Simon, če poznate mene, verjetno tudi njega poznate, ali pa ne. Pred približno pol leta, pa ne vem, slab sem z meseci, sem kot kitarist pomagal pri predstavitvi Simonovega knjižnega prvenca samostojnega, zbirke pesmi Praznoverje, tokrat pa, kot vidite, sem v vlogi zasliševalca. Simon je namreč med tem objavil še eno knjigo, kot je tudi že Irena omenila, in to pri Kulturnem centru Maribor, kot je tudi že omenila, naslov je Opus operandi, gre za eno dramsko delo in ker smo se nazadnje, Simon, s pesniško platjo tvoje že kar solidno spoznali, čeprav ne v celoti, bi vseeno danes bila malo bolj pozorna na tvoje prozno in dramsko delo. Marsikdo sploh ne ve, da si v bistvu že precej objavljal. Lahko poveš malo več o tem. Ja, najprej hvala vsem, da ste se odzvali v vabilo. Nekaj ljudi je prišlo tudi iz Maribora, tega se zahvaljujem tudi njim še posebej, pa šoferju, pa vsem ostalim, ko so se potrudili, pa me podpirajo. Zahvaljujem se tudi vsem, ki bom zdaj pozabil našteti, pa Nekaj. bratu, ki tudi nastopa, vsem gostom seveda, pa posebej pa Andreju, ko se je potrudil kljub temu, da je ni v najboljši koži zdaj. Se pravi, ja, kar se objav tiče, sem že prve objave so, ali pa vse poskusi moji literarni, ki sem jih kam poslal, so bili na Življenje in tehnike, sem prve kratke zgodbe poslal. To je, lahko rečem, so bili prvi taki poskusi, ampak seveda, takrat so bile to zavrnitve ponovadi. Potem pa se mi enkrat celo malo nasmehnila sreča, pa je urednik rekel, Žiga Leskovšek je bil strog urednik, me je pa tudi spodbudil, moram reči, je rekel, da se je moral pisanje zapisati, takrat, že ko sem bil v gimnaziji. Potem pa mi je potrdil ena zgodba, se zdaj spomnim tudi naslova, Nema priča je bilo naslov tiste zgodbe, in ko je potrdil, pol pa jaz nisem bil dovolj zadovoljen, pa nisem objavil. Tako da prve objave so potem prišle še leta pozneje v bistvu. Tako da drugače pa sem objavljal v Življenje in tehnike pozneje, rečemo leta 2010-2011 tam nekje. Prva objava je bila pa v literarni reviji Medmet, predvidevam, da je bilo to 2008, tam nekje je to moglo biti, ena kratka zgodba. Potem pa sem ne Medmet, Mentor. V Medmetu sem pozneje objavil, ampak ti sem mogel to prvo revijo narediti, da sem lahko not objavil. Ampak ja, potem pa sem še objavil par zgodb tudi v Mentorju, tudi kakšno stvar, eno je bila tudi ena močna ali pa dobra, mogoče malo manj znana literarna revija, ki jo ureja celjski urednik, kak je pevec, Zoran Pevec. Urednik v glavnem revija je Vpogled, je naslov pa Vpogledi, tam sem eno pesem tudi tako objavljal, pa par stvari. Potem pa mogoče taka močna, pomembna objava za mene je bila v Sodobnosti, ena kratka zgodba, Onostranstvo D.O., nekaj tajega je bilo naslov. To je bila znanstveno-fantastična zgodba, tako kot je, rečemo pogojno, tudi Modus operandi. Lahko bi pa, jaz vem, ker sem pač od sam del na radiju, pa pol malo kasneje ti na radiju Marš, Mariborskem radiju Študent, se tam pripravljal oziroma pisal večinoma skupaj z Tomotom Podstenškom zgodbe in tudi režiral, igral v radijskih igrah s skupnim imenom Pravljice za zombije. Mogoče par besed o tej izkušnji. Ja, v bistvu sem nekaj časa delal, kot sem bil prek javnih del zaposlen na radiju Marš in del tega zaposlitev je bila v bistvu, da sem delal na radijskih igrah. V bistvu so bile, veliko teh iger je bilo v bistvu predelav mojih kratkih zgodb,
ki sem jih pisal. Potem smo še imeli pozneje s Tomotom drugi projekt, takrat je on sodeloval, prej sem jaz to bolj, on je pomagal bolj v smislu, da sem, ko sem igralce iskal, je on odigral kako vlogo, imel nekaj izkušenj v gledališču tudi. Ja, za mene je bilo pa to pomembna izkušnja tudi zato, ko eno je, ko pišeš, pa se ti zdi, da si prav napisal, pa da se dobro čuje približno, ko pa ti bereš, pa poslušaš pol samega sebe, imaš pa nekaj veliko problemov, ne? In prvič seveda svojim glasom, pa svojim načinom, ampak dober je, ko se nekako sprijazneš s tem, potem pač vidiš tudi ene stvari, ene pomanjkljivosti ali pa moja želja je vedno, da ko pišem, da je pisanje čim bolj naravno, čim bolj intuitivno, probam se približati pogovornemu jeziku, če ne v izrazoslovju, pa vsaj v ritmu, pa v pač načinu, ker se mi zdi, da na ta način človeka najbolj doseže. In meni je ideja, da zgodbo odživiš, kolikor se da. No? Tudi če so malo zapletenejši koncepti, poskušam pač postaviti čim bolj preprost jezik. No? V glavnem in to je potem ena preizkušnja, ko delaš radijske igre, pol vidiš, če ti je ratalo ali ne, pol se bereš, pa se zapletaš, pa vidiš, da je težko, pa moraš, da moraš nekaj popraviti. Meni se zdi možno, pa ne, če se strinjaš, da je, ko si rekel, da hočeš, da so besedilo, da se gliva. Zdaj čisto v kvantitativnem smislu, največ ljudi je verjetno, so dosegle zgodbe, ki so bile objavljene v Življenju in tehniki. Se strinjaš? Ja, bi rekel, da najbrž res, ja. Tam je ne vem koliko naročnikov. Tam je največ naročnikov, pa tam sem tudi največ v resnici objavljal. Ne. In seveda tam si objavljal samo znanstveno fantastiko. Ja, sem jih pa tudi objavljal pod psevdonimom precej, tako da, dober je, jaz sem se pač, ne vem, točno sam ne, zdaj sem se spomnil, zakaj je bilo to tako, zakaj sem jaz to delal pod psevdonimom, je zato, ker v Življenju in tehniki to je dolgoletna tradicija znanstveno-fantastičnih kratkih zgodb, ki so na koncu objavljene. To je ena od stvari, eden od razlogov, zakaj sem se sploh podal na to literarno pot, je zaradi tega, ker sem rad bral te kratke zgodbe, na koncu sem bil len bralec, nisem rad bral, tam so bile pa kratke zgodbe, to je bilo nekaj za mene. Ne? In pa še zgodbe so bile take intrigantne, da so mi dali malo misliti in se malo potem še v njih razmišljal pozneje, tudi včasih sploh nisem kapiral, zakaj se gre, pa snuca en cajt, da sem si prišel gor, kaj bi to pomenilo. V glavnem, ja, in iz izkušenj pa sem tudi vedel, da kadar so bili tuji avtorji, je bila zgodba dobra. Če pa bil jugoslovanski, slovenski avtor, sem pa reč preskočil skoraj. Sploh, ko je šlo za starejše izdaje, pa sem se pa jaz pod angleškim psevdonimom. Dobro si jih potegnil. Ja. Kot si že nakazal, modus operandi je znanstveno fantastično delo, večinoma se dogaja na vesoljski ladji, ampak hkrati pa pravzaprav ni znanstveno fantastično delo. To si tudi opisal malo v tej uvodni v besedi avtorja, mogoče bom preveč o tem, ampak zakaj se, če ni znanstveno fantastično delo, dogaja na vesoljski ladji? Ja, zdaj malo bom opisal, zakaj so razlogi, zakaj jih to sodi vseeno v polje znanstveno fantastiko, če boš dal na knjižno polico, boš najbrž dal pod znanstveno fantastiko. Ne? Kaj so pomisleki? So pa to, ker če bi bil znanstveno fantastični purist, žanr zahteva od tebe, da obstajajo v zgodbi ali pa v kakršnikoli že literarni obliki ene zakonitosti, ki jih pa moja igra, se pravim, če gre za strogo znanstveno fantastično znotraj tega ozke definicije žanra, zahteva, da se tak žanr zahteva, da se potem poanta take zgodbe je absolutno povezana nujno z nekimi znanstvenimi premisami, lahko so filozofski koncepti, tle pa gre predvsem za psihološke ali pa bi rekel ekonomska vprašanja, tudi na nek način politična, kar je malo netipično za znanstveno fantastiko, se mi zdi. Čeprav tudi znanstvena fantastika, ki je čisto znotraj žanra, velikrat odpira in politične, družbene, ekonomske vprašanja, ampak tu je pa skoraj eksploatacija žanra, zato da jo postavim funkcijo tega, kar bi rad nekako povedal skozi to zgodbo. Zdi se mi, da si poskušal narediti alegorijo, pa si samo uporabil neke znanstveno-fantastične elemente, zato da nisi rabo preveč komplicirati o tem, v kateri državi pa... Tako, točno zato se je šlo. Točno zato se je šlo, me tudi Hed vprašal na intervjuju,
Zakaj sem se odločil, da postavim, vprašal me je, ali sem to konkretno naslavljal, kako konkretno pišem o tem. In je predvideval, da sem se poskušal izogniti direktnemu napadom na kakršnokoli strujo, politiko, karkoli. Meni pa šlo bolj za to, da se mi je zdelo, da lažje opišem ene koncepte v nekem imaginarnem prostoru, v neki drugačni situaciji, ker če naslavljaš konkretno politične okoliščine, situacije ali pa tudi zgodovinska obdobja, moraš imeti ogromno znanje okoli tega in se potem, če hočeš nekaj detalj, tudi če sam en segment družbeni poskušaš opisati pa razložiti ali pa imeti svoj pogled na to, je toliko enega raziskovalnega dela, poleg tega pa tudi kakšne obsežnejše koncepte ne moreš dobro predstaviti. Veliko težje, no. Takoj se bo znašel nekdo, ko bi rekel, da pa je se čist mimo udaril, ne. Tle pa nisem, kar se dogaja v imaginarnem svetu, ne. Ja, vsekakor pa je izjemno angažiran delo, ne. To je jasno, mislim, politično angažiran, po mojem mnenju. Tudi ti sam si politično angažiran, zavzeto spremljaš različne vire, različne medije, ponavadi ne televizije, pa dnevnega časopisja, kakšne druge, ne. Zdaj, da te izzovem, si ti teoretik zarote? Ja, tako imam jaz, kot vsak teoretik zarote, imam svoj Twitter račun, ne. In na Twitterju imam opisano nekako tako, bi mogel pogledati zdaj, če mogoče bom narobe zdaj navajal. Ampak nekaj v smislu, kako že imam? Boljše dobre teorije zarote, kot kaj že je slab, kot... Ja, to je, s tem mešam, ne. En moj izrek je boljše dobra teorija zarote, slaba teorija zarote, kot dobra propaganda. Zdaj mi bo Timotej pomagal, ko me je že našel. Ne, moram si update Neč ne bo. No, ne. Dobro, vse mogoče boš, zamisli cepa, bomo pol se vrnili k temu. Ali pa tisti, ki se hvalijo, da niso teoretiki zarote v angleščini, tisti, ki se hvalijo s tem, da niso teoretiki zarote, se mi zdijo, kako že, rahlo naivni ali pa sumljivi. Nekaj v tem stilu imam. Ampak zdaj, seveda, sam pojem teoretik zarote je v bistvu izum obveščevalne službe, centralne obveščevalne službe. Što teoretik zarote samo reče? To samo teoretik zarote, vem. Ja, in je bil namen tega termina, da sramoti nekoga, ki razmišlja malo drugače po svoje. Diskreditira. Da ga diskreditira, tako. Ne? Ja, če ne bi, je bilo izumljeno. Jaz vem, da je to Snowden objavil, to informacijo. Za Roberta Kennedyja. Za kak? Za katerega Kennedyja? Najbrž času... Ja, JFK. Pa če si kaj proti govoru, si pač bil to reči. Označen, ja. Tako da, zdaj... Zato se namerno s to nalepko označil, ne? Ker točno to je tisto, s česar se more skoraj vsak razmišljajoč človek, ki je pač razmišljal drugače od te struje, ki nam jo prodajajo, se mora s to nalepko nekako soočati. Ja. In me zanima... Je pa seveda tudi, kot Igorju opisujem tudi to vprašanje, pa se z njim ukvarjam, je pa tak, ne, tolikrat je bila zlorabljena ta pojem, ta nalepka, ne, teoretika zarote, da je postalo že praktično, kot bi rekel, znamenje, kako se ne reče, Red Badge of Honor, ali pa znamenje... Častna značka. Ja, tako ne. Ja, recimo, ne. Skratka, postalo je nek razpoznavni znak ali pa nekdo te že v tej skupnosti ljudi, ki raziskujejo alternativno dogajanje, je že potem skoraj nekaj, kar je kompliment, če ti nekdo med njimi. Ampak resnica pa je, da je veliko teorij zarote tudi umetno ustvarjenih, z namenom, da diskreditirajo tiste, ki razmišljajo po svoje, pa drugače. Tako da potem nazorne, ta nalepka je potem zelo problematična. Zato se potem tudi tisti, ki res so žrtev tega preganjanja novinarskega, naprimer, se izogibajo pozdrav tega tudi. Ok. Moj načrt je tak, da ne preveč široko
gremo nekako skozi nekatere od tem, ki jih pokriješ in res je ogromno tem, se vsaj dotaknil v Motusu. In bomo šla nekako od začetka pa proti koncu, ne? In prvo poglavje, oziroma prvi prizor, boljše, to je 12 prizorov, mimo grede 12 prizorov, 12 horoskopskih astroloških znamenj, to na ključje. To ne more biti na ključje. To ne more biti na ključje, ok, sam preverjam. Me zanima, kjer je tehnica po horoskopu. V glavnem, začela bom s prvim prizorom in super nam bo pomagal še en pripadnik klana Černelčevih, moj brat David, in boste skupaj prebrala del tega poglavja, oziroma tega prizora, pardon. Ok, ti dam prostor, David. Banka. Za mizo sedi bančna uradnica, nasproti nje pa njena stranka. Ostale stranke stojijo v vrsti, ki se vlečejo od vhoda do blagajne. Vrata se odprejo in v prostor stopi maskiran moški. Na sebi ima črne hlače in suknič, pod njim pa belo srajco s črno kravato. Del obraza mu zakriva maska. V eni roki drži kovček, drugi pa pištola. Alo, banda, premaknite se! Kovček dvigne v zrak in s pištolo pokaže nanj. Tu not je bomba, slišite? Resno mislim, če mi ta kufer pade na tla, bomo šli vsi v kup v Božjo mater. Kovček odloži na blagajno, potem pa iz njega vzame sprožilec in si ga vtakne v žep sukniča. Ko kovček zapre, ga previdno potisne pod mizo in pobere pištolo, ki jo je pustil na mizi. Tak, zdaj pa se vsi postavite poleg tiste stene. S pištolo pomigne proti desni. No, dajmo! Bančna uradnica in njene stranke se postavijo k steni, izjema je samo moški, ki otrplo sedi pri blagajni. Ti tuj, frajer! Tip na stolu zmedeno pogleda moškega z masko. Slišiš? Premakni rit, seronja! Maskiran moški s pištolo pomeri proti nogam tipa na stolu, potem pa sproži. Moški za mizo vzklikne, skoči s stola in se tako divje požene proti ostalim ujetnikom, da mu spodrsne in se zabije v steno. No, tak se pa že spet ne mudi. Saj ne bom nobenemu nič naredil. Se sprehodi mimo strank. Še denarja vam ne bom spelal. Zato so že itak poskrbeli drugi. Že ko ste prišli na svet, ste bili zapufani. Ko vas bo pobralo, pa boste še bolj. Jebi ga. Pufe lahko odplačate samo z denarjem, ki ga dobite na puf. Kapirate? Vsak cent, ki ga zaslužite, je nov puf. Edini način, da ga odplačate, je, da se še bolj zapufate. Čisto vseeno je, kako se grebete, nič ne bo pomagalo. Držijo vas za jajca. Kar navadite se. Celo življenje vas bojo. Ampak brez skrbi. Še vedno obstaja rešitev. Ko bomo spustili v zrak zadnjo banko v galaksiji, bomo spet vsi svobodni kot utrinki nad Andromedo. Vsi bomo lahko delali, kar bomo hoteli, ne pa da še se naprej prodajamo za te pijavke, ki samo gledajo, kak bi nas še bolj udrli. Zato pa sem prišel sem. Pokaže na kovček poleg mize in sprožilec, ki ga za hip izvleče iz hlač. V tistem kovčku je bomba, tule pa imam daljinec. Takoj, ko bomo šli iz banke, jo bom spustil v zrak. Ampak prej bi vam še rad nekaj... Stoj! Kaj pa se ti dereš? Stoj, slišiš? Vrži pištolo! Pa kaj še? Takoj! Zapri gobec, Teslo. Nisi videl, da imam v žepu sprožilec? Če padem na tle, nas bo vse v kup vrglo v zrak. Gospod, prosim, če takoj odložite orožje. Kaj si rekel? Ti boš meni govoril, kaj naj delam. Kdo pa misliš, da si? Kak si to predstavljaš? Misliš, da si frajer, če so ti dali ropotuljo? Nekaj časa predrzno strmi v varnostnika, potem pa se s prsmi nasloni na njegovo pištolo. Ajde, pol me pa poči. No, kaj čakaš? Bo kaj? Gospod, prosim vas, da bodite pametni. Odložite pištolo na tla. Pa kaj še? Kak pa ne jaz vem, da me pol ne boš ti pihnil?
Če lahko delaš za tako mafijo, ko je ta banka, si zmožen vsega. Ja, no, a ni res? Kaj me zdaj tako gledaš? Sem se kaj zlagal? To, kar vi delate, je čista lopošna. Se zastrmi v varnostnika. Je tak ali ni? Varnostnik ne ve, kam bi se dal. Maskiran moški pa se obrne stran in zakroži po banki. Ja, kaj pa drugega? Menda pa ja vem, saj sem tudi sam včasih delal na banki. Mogoče ne na te, princip je pa isti. Veliki brat štanca denar, vi ga spravljate v promet, menda ne boš rekel, da tega nisi vedel. Odkot pa misliš, da pride inflacija? Tvoj gospodar naštanca denar, pol pa nabavi toliko pogonske lave, da je še lavašem zmenka. Ne čudnega, da pol denar ni nič vreden. A ti pomaga denar, če noben nima lave. Če bi rad dirkal z lebdilnikom, nimaš druge, kot da se priblažiš do svojega šefa. Zato ti pa te lavo zračuna, koliko se mu sprdne. Nazadnje si lahko še srečen, da te ta pijavka odira. Drugač bi še na tlaku mogel peš. Kroži po prostoru in skimava z glavo. Še tisti, ki lavo koplje, mora nazadnje tvojega šefa vprašati, za koliko jo lahko proda. Če bo zajel preveč zaračunal, je ne bo mogel prodati, ker bo pri tvojem šefi cenejša. Gospodu šefu se pa itak jebe, koliko dobi za to greznico. Zaje ga zastoj. Par kil bankovcev na štanca pa je. Zdaj pa ti meni povej, če ni tu natek. Zakaj pa misliš, da so lebdilniki še vedno na vulkanski pogon? Veš, kdaj so že naredili nevtrinskega hrošča? Ne bi vedel, ha? Bož, da ne. Edini razlog, zakaj se še vedno utapljamo v tem smradu, je to, da so nevtrini vse povsod. Lavo pa ima samo 1% največjih psihopatov. Zastopiš? V lavi crkujemo samo zaradi tega, ker nas z nevtrini ne bi več mogli lupiti. Ti pa jim pri tem še pomagaš, da te ni sram. In pol ti meni razlagaš, kaj naj jaz delam. Ja, in tako smo z prvim poglavjem zvedeli nekaj o načinu, kako celo življenje dolgujemo, ne? Od rojstva do smrti. Še rad kaj pripomnil na to temo? Ja, se pravi, poskušal sem v čim bolj življenjsko okoliščino postaviti stvari, ki so pravzaprav teoretična vprašanja, ne? Tako da mislim, da je to kar reprezentativen del zgodbe ali pa igre, no? Na tak način, podobno sem se loteval po drugih tudi. Ja, to je zelo dober primer tega, kako si skozi neke situacije prikazoval različne politične teme, pa naš vsakdanjik, lahko rečem, ali pa mogoče sicer ene teme so malo bolj aktualne, ene pa že manj, pa bojo spet kmalu verjetno in podobno. Kakorkoli, temu prizoru na banki, ki se, spoiler alert, ne konča preveč dobro, ne, za našega roparja, ker ga uspešno šicnajo, brez da bi banka šla v zrak, je priča en mali otrok, Arjan, ki je glavni lik modus operandi, in kot se izkaže potem v drugem in tretjem prizoru, ga je ta dogodek zaznamoval, ga je prizadel, njegova mama išče pomoč pri zdravniku in ta mu je ponudi v obliki tablete. Samo meni zdi, da je to komentar situacije, ko se otrokom zelo zlahka diagnosticira razne neke evidenske motnje in se jim potem predpiše farmacevtske rešitve. Nažalost, imamo mi sami v družini tudi podobno situacijo, ko je mama enega od nas, mojega brata, pa tvojega, odpeljala iz bolnice v enem momentu, ko je bil nazdravljen tam in je bil prepuščen predvsej neodgovornemu, ko bi rekel, zdravljenju s kemikalijami. Ampak je pa to tudi komentar na širše dogajanje zdaj, ki je spet zelo aktualno in vedno bolj se mi zdi celo tako je, no to slučajno vem, ena zgodba, ko je meni prijateljica razlagala, da je šla
ko je izgubila službo, so jo dali so ji predlagali, da gre k psihiatru, da bo pomagal, ker je pač seveda problem pri njej, ne pa v trgovini ali pa sistemu. Ampak dober, in je šla in ja, on je si vzel čas, poslušal cele 2 ure, koliko cajt je to trajalo, potem je rekel, jaz sta je rezervana in potem je ponudil zdravljenje s tabletami. Ne. In se mi zdi slab trend, nevaren. Po drugi strani, v resnici, zakaj sem pa tako postavil, je pa se ni nanašalo na to, kar zdaj opisujem. Ampak na to, kar bom zdaj povedal. To je ti, kar povem. Okay. Pridete 4. in potem še dramatični 5. prizor, zdaj je že Arjan odrasel, nič kriv, nič dolžen, ampak ga fizično in psihološko muči zobozdravnik. Mi nimamo radi zobozdravnikov, Arjan jih ima še manj kot mi. In na koncu tega prizora je Arjan pripravljen priznati karkoli. Je pripravljen priznati, da je terorist, če treba, in zaradi zdravil zmedene pameti in nasilja nad njim, skratka je zelo plastičen, lahko z njim počnejo, kar hočejo. Je to bil ta point? To je sigurno ta point, ne? Da ti to razširi malo. Ja, se pravi, tudi zdaj... Oziroma lahko bom tudi malo drugače postavil, če dovoliš. Včasih je bil terorizem opredeljen kot dejanje šibkega, ne. Spomnim se, oba smo brala knjigo Leviatan Paula Austerja, kjer je en zelo dobro, človek ocenil, da ne more drugače vplivati na realnost, s katero se ne more sprijazniti, kot da predvsem v resnici za ljudi nenevarno razstreljuje kipe svobode, Svobode miru. Kip Kip svobode, je. Okay. Ja, ampak pač kopije, originalnega TV, ampak razne kopije imaš po celi Ameriki. In to je bilo dejanje človeka, ki ni imel drugih vzvodov. To je bil cel point. Ampak ti pa se mi zdi, da sugeriraš nekaj drugega v zvezi z novodobnim terorizmom. Tako, ta knjiga Leviatan sem jaz pred veliko leti bral, fantastična knjiga, priporočam vsakemu, Paul Auster je avtor. Tu gre za psihološko analizo človeka, ko pride tako daleč, da postane pod narekovaj terorist. Pričemer je, tako si ti že rekel, ne gre za nasilno dejanje v smislu, ni žrtev, izogiba se žrtev, samo simbolno dejanje je. In to je zelo posrečena zgodba, ker govori o življenjski zgodbi tega človeka. Jaz sem ta roman še zdaj enkrat prebral, ker to je res stvar, ki bi lahko kar naprej bral. Ampak zdaj, ko gledam z ene druge perspektive, v enem drugem obdobju življenja, ko sem prvič bral, sem bil navdušen, tudi prvič nad sposobnosti in močjo avtorja, ki lahko tako prepričljivo opiše evolucijo enega človeka, umetnika v bistvu, ki potem zaide v eno ekstremno situacijo. Smejim se, ker marsikdo misli, da se to meni dogaja, ampak upamo, da ne. Ampak poanta je to, da po drugi strani pa, ampak zdaj, ko sem pa zdaj bral, je pa to, kaj se je zgodilo. Paul Auster je bil šokiran nad situacijami, nad terorizmom, ki se je pojavljal v svetu in je poskušal se uživeti v človeka, ki se znajde v taki stiski. In njegovo, po mojem, to zdaj je moje sklepanje, to je moja interpretacija njegovega dela, je, da je poskušal razumeti vzvode, psihološke razloge, da nekdo naredi tako skrajno dejanje, zato da bi ustavil situacije, ki vodijo v razvoj take negativne osebnosti. To je moje predvidevanje, skoraj ziher sem, da je to tisto, kar je imel v mislih. Ena od stvari. Ampak v današnjem kontekstu se mi pa zdi, da je nažalost zgodba o terorizmu veliko bolj cinična. Obstajata 2 vrste terorizma, to smo se mi že pogovarjali o tem. Terorizem, kot si ga mi predstavljamo, običajno je pač ekstremno dejanje nekoga, ki je postavljen v nemogoč položaj in se ne zna drugače braniti. In potem naredi nekaj iz obupa, nekaj drastičnega. In to se je dogajalo in se še dogaja. Ampak obstaja veliko močnejši organiziran kriminal, ki se prodaja kot terorizem. Recimo bom dal primer, malo bo kontroverzen, ampak to so samo dejstva. Bele čelade, oziroma kaj so bile, zdaj so modre, bele, ne ločim več, na Bližnjem vzhodu, to so bili plačani iz strani Zahoda, vojaki,
ki so delovali pod okriljem NATO ali pa v sodelovanju z NATO ali pa Pentagonom. To so dobivali lepo plače za svoje dejanja. Dobila dokumentarec o njih, je dobil Oskarja za najboljši dokumentarni film. V resnici so se pa isti ljudje, ki so sodelovali v teh modrih, belih in kakšnih še vse čeladah, so bili pri Al-Nusri, pa pri drugih terorističnih organizacijah, tako imenovanih plačanci. Jaz sem videl tudi posnetek, kako so naredili grozodejstvo, grozljiv zločin nad otrokom, ko ga ne bom zdaj opisal. Skratka, in to je organizirano delovanje nečemu, čemur danes ohlapno rečemo globoka država, gre pa za vojaško-industrijski kompleks, ki ustvarja konflikte in s tem služi in dela profite in zlorablja v bistvu stisko ljudi. In to je, danes je to dominanten terorizem. Vse to se pa prodaja kot norost, pa izpad nekega človeka, ki je zmeden, ki je izgubljen. In tudi recimo ta school shooting, se pravi... Streljanje na šolah mladoletnikov. Tako, to se pred kratkim nekaj tega spet zgodilo v Ameriki. Velikokrat se izkaže, da je v ozadju bila organizacija, da je človek, ki je bil potem, ki je naredil to grozodejstvo, odvisnik, da mu je nekdo pomagal priti do orožja, ker sam niti ni bil sposoben. Ne bom zdaj, to se lahko vsak sam pozanima, pa preveri, če to drži, ne. V glavnem, ni pa sporno, da je ogromno terorizma umetno izvanega in da je v ozadju cinična logika zaslužka. In to je ena od stvari, ko se jaz odtevam. Arjan je v bistvu žrtev takšnega mehanizma. Take zlorabe, ja, sistemske. Ne. In Arjan se potem v 6. prizoru znajde v priporu, njegova mama Parisa pa poskuša izvedeti, zakaj. In ne dobi nobenih informacij, ker pač predpisi tega ne dopuščajo. To je razlog, zakaj ne more zvedeti, zakaj je njen otrok obsoboden. Jaz sem tu pomislil seveda na zloglasni Patriot Act. Točno tako. Točno tako. Okay, točno za to se gre. Ne? Po 11. septembru je stopil v veljavo Patriot Act, kako bi se to prevedlo, nek patriotski zakon, ali pa ukrep, ali pa dekret, domovinski. Domoljubni, ja. Tako, ne. In s tem ukrepom, ki so ga prej že poskušali večkrat, na podoben način, zgodil se nek terorističen dogodek, nek zločin in so ga poskušali takoj spustiti skozi senat in ta preplah in strpnost in jezo ljudi zlorabiti, da bi upravičili uvedbo tega dekreta, tega zakonskega postopka, po katerem zgubi državljan, ki je osumljen terorizma, vse pravice do sojenja, pred poroto in tako naprej. Ne. Ogromno enih nujnih, osnovnih človekovih pravic, ki jih že zdaj najbrž stoletja ali pa zelo dolg cajta nudi ali pa zagotavlja ameriška družba, je enostavno s tem dovolj je, da je nekdo osumljen in potem ti sploh ne moreš zvedeti, zakaj je nekdo izginil praktično. Lahko tudi zgine, pa sploh ne veš, kje je in tako naprej. Skratka, zelo, mislim, nekaj, kar je šokantno, če tako pomisliš. Ja, in razvoj dogodkov je... Ja, tako. No, na Kitajskem se ti najbolj lahko zgodi, kaj tega. Ne? Ja, razvoj dogodkov je tudi tak, seveda, najprej so bili na udaru... Samo ne rabiš biti terorist na Kitajskem, ne? Se pravim, tudi v Ameriki ne. Se ni treba biti. Oni so lahko odločili, da si ti terorist, da si ti osumljenec. Tako. Pa ti ne rabi predložiti dokazov, pa te lahko tako, resnica je to, da je in se to zdaj vedno bolj dogaja Američanom, ne samo priseljencem, muslimanom in tako dalje. Zdaj govorijo o domestic terrorism, ne? Tako, kar so seveda Trumpovi privrženci, kar v bistvu opozicija demokratske stranke, če gledaš na ta način. Tako, ne? In to se potem lahko na zelo zlorablja pač ta, ne, lahko bi bil recimo, da v teoriji ta zakon pa ta ukrep imel pozitivno funkcijo, zato da se drastično ukrepa proti ekstremnemu nasilju. V resnici pa je veliko problemov s tem, če pomisliš, da sama država organizira terorizem na zelo banalnem nivoju. Kar ne bojo priznali in kar je samo tvoja teza. Težko bi rekel, da je moja teza. Odgovorno za to rekel. Ja, ampak ni vprašanje, ti lahko
Se pravi, težko boš našel članek v mainstream mediju, ko o tem piše, boš pa našel tudi na Wikipediji imena teroristov, ki so sodelovali in na eni strani v Al-Nusri ali pa v drugih terorističnih organizacijah in pri belih belih, mislim, da so bele čelade zadol, niso modre več. V glavnem, skratka... Ti imaš tudi modro čelado. Kaj za to pomeni? To je samo... Malo provociram. Ja. Ne, ampak kar zanimivo mi je, omenil si Ameriko, večkrat sem pomislil, ko sem bral to knjigo, čeprav Evropa zelo pridno caplja za Ameriko, ne, da je to vseeno knjiga, ki malo boljš prikaže ameriško, kot pa se za zdaj evropsko situacijo. No, zdi se mi, Rammstein so imeli pesmico We all live in America, ne. Meni se zdi časih, da ti da živiš v Ameriki, ne. Jaz mislim, da mi vsi živijo v Ameriki. Mogoče se ne zavedamo, koliko se tudi naša družba spreminja v ameriško družbo na velikih nivojih. Jaz svoje države vedno manj doživljam kot suvereno državo, nimamo svoje vojske, smo del NATO-ve vojske, nimamo svojega bančnega, nimamo svoje valute. Zelo malo ostaja tistega, kar je bila nekako osnova, ki je bila, ko bi rekel, zahodna Švica, kaj je balkanska Švica. Ne? To je malo tega ostalo. In postajamo šibka država, tudi politično sledimo trendom, težko se tudi, to ni zdaj obsodba naše politike, sigurno je kritika, je pa tako, da ena mala Slovenija težko krmari v ogromnem tako, in to velja tudi za druge večje države, so podobnih škripcih. Skratka, tako da to ni tako oddaljeno, konec koncev zdaj poteka najhujša vojna v Evropi. Ne? Mislim, tudi prva vojna po dolgih letih. Tako, in tudi tam so vprašanja, ki jih odpira modus operandi, so aktualne tudi v tem kontekstu, ker govorim o begunskih vprašanjih, ki so lahko posledica vojne in kar prihaja v Evropo, in tudi o terorizmu in plačanem terorizmu. Azov bataljon, ti neonaciji, ki so začeli pred 8 leti vojno v Ukrajini, ko so tem malo ljudi sanjalo, da se to dogaja, je bil članek v Delu objavljen leta 2015, Polona Frelih, ki je letela iz Dela, potem, ko je članek objavila Ahmad za tistim, je pisalo o tem, da so to plačanci, ki jih podpira Zahod. Ta celo ve se, kdo je ta oligarh ukrajinski, ki dejansko je največji lastnik nepremičnin in oddaja nepremičnine v Združenih državah Amerike. Igor Kolomojski. In podkupuje senatorje, je tudi lastnik mreže 1+1, mislim, da se mreže reče v Ukrajini, ki je mreža, na kateri je zaslovel predsednik Ukrajine, Zelenski. Televizijska mreža. Televizijska mreža, v katerem je bila komedija, serija, v kateri je nastopil predsednik Zelenski. Ukrajine kot predsednik. Ne, se je predložil, da zvadi vloko. Ja, tako. Zdaj, tule se je zgodilo točno to, kar sem pričakoval, da se bo. To več ni razprava o literarnem delu, ampak je politična razprava. Ampak to je namen, to je politično angažirano delo. Ampak jaz sem dobil, zdaj že nekaj let tega, ker Simon ponovadi piše kar dolgo, če smem pripomniti, sem dobil osnutek ali pa eno že skoraj dokončano verzijo te knjige, takrat je bil naslov, če se ne moti, Vesoljska ladja Sirius. In sem bil kar kritičen. Sem bil kar kritičen in ko sem bral novo verzijo in ta 7. prizor, sem se spomnil, zakaj sem bil kritičen. Ker ti poskušaš, se mi je takrat zdelo, toliko enih stvari zajeti, tako zdaj poskušamo v to razpravo zajeti pač celo zunanje politično situacijo ali pa vsaj zahodno mogoče nekaj aktualnih stvari. Ampak se mi je zdelo, da je pač težko ohraniti koherentno literarno delo, pa hkrati povedati vse o vsem, in se svoje silno se to bolje izpričati. Ampak zdaj ti pa moram priznati, da ti je vseeno kar dobro ratalo, ker si vseeno ohranil eno nit in si povedal zgodbo o eni družini in zato ti v bistvu čestitam. To je bil kar dosežek. Mimogrede, prej smo se pogovarjali, da je Branko Gradišnik
malo diskutirali o tem, kakšna sploh oblika je to. No, kaj ste se zmenili, kaj je to, kaj ni? Ja, Ker ni drama v običajnem smislu, ni znanstvena fantastika, kot smo se že pogovarjali. tako, ne, in je problematično to. Zdaj, jaz mislim, da gre sigurno za špekulativno literaturo, to je safe to say, se pravi, to je varno tako opisati to delo, mislim, da je to oznaka štima. Ja, znanstveno-fantastična literatura, to mogoče spet ni v tem strogo lahko je daš znanstveno-fantastični žanr. Ja. Zdaj, sodobna drama pa ponovadi deluje, to mi je tudi Branko omenil, jaz nekje intuitivno sem se tega zavedal, on mi je pa to, mi smo imeli malo korespondence okoli te igre in mi je omenil, da sodobna drama, ponovadi dramatika deluje na ta način, da junaki ne povejo vsega, da je ogromno neizrečenega in da v bistvu to, kar je neizrečeno, v večji meri generira dramsko dogajanje kot tisto, kar je očitno pa na prvi pogled. Ne? Se pravi, gre za neko psihološko študijo in je to, sigurno je tudi nekaj tega v igri nekje, ne? Ampak ni pa to princip, po katerem deluje ta igra. Jaz, ko mi je to povedal, ko je to tako opisal, mi je bilo to se mi zdelo zelo smiselno, tega se nisem tako jasno zavedal. Je pa tudi res, da se že v osnovi nisem trudil, da bi ustvaril moderno dramo. Mislim, če bi me radilo, fajn, ampak ideja je bila, da sledim, da poskušam na kolikor toliko ali pa čim bolj prepričljiv način, pa čim bolj življenjski način opisati ene stvari, ko so mi ležale na duši. Ne. Zdaj, on je tudi rekel, da pač osebe razkrivajo svoje in motivacije in tako naprej. Mogoče ne razkrijejo vsega. Mi veliko o tem, kaj jih žene, zvemo. Mogoče to ni vse. Ampak je pa tako, da se mi zdi, da po svoje se mi zdi tudi smiselno, tudi sem imel željo pisati na ta način, da z odprtimi kartami pridejo junaki na dan. Se mi zdi, da je to tudi nekaj, kar mogoče pa manjka. Mogoče pa, ker konec koncev del našega življenja in če je gledališče neko zrcalo naših življenj, je tudi debata ali pa razgovor, v katerem se ljudje soočamo zelo jasno, zelo neposredno, zelo iskreno, kaj mislimo. In se mi zdi, da je tega mogoče manjka. Tako da sem se rekel, sem se odločil. Rečemo, da si poskusil napisati dramo v legendarnem nazornem slogu Isaaca Asimova, ne? Ja, on je bil človek, ki je znal artikulirati jasno stvari. Ne? Okay. V 7. prizoru si govoril o vsem živem spet, ne? In to je pač to, ko sem prej omenil. Pač omeniš skozi razpravo med dvema likoma, med očetom in mamo od Arijana, tega, da naj bi elite financirali teroriste, da so lastniki medijev, da začenja vojne zaradi pohlepa, tudi zaradi strahu, da preusmerjajo pozornost z lažnimi polemikami in zahtevo po politični korektnosti. Zdaj, to se mi zdi tudi kar zanimiva stvar, mogoče, če bi malo rešilo to. Ne? Se pravi, kot da se dogajajo neke, po eni strani so stvari, o katerih se ne smemo pogovarjati, ki so pač praktično prepovedane, ki se jih ne sme niti špekulirati, celo kot si prej omenil, ko se je nekoč govorilo odprto o enih stvarih, zdaj so kar nekaj tabu teme, medtem pa se v nedogled pogovarjamo o spolni teoriji, pa o politični korektnosti. Ne? Če lahko to malo razširiš. Ja, že ko smo se prej menili o tem, kaj je teoretik zarote, to je že en način, kako utišaš glasove, ki ti ne pašajo v zgodbi. Ne? Daj mi še enkrat istočnico, da se vrnem, da ne bom preveč zabluzal. Skratka, kako, bom ti poskusil dati izziv, kako premagati, če se to da sploh, korektnost, politična korektnost, evo tak. Ja, jaz mislim, da je del te politične korektnosti. Kje se konča politična korektnost, pa mislim, kje se zaradi politične korektnosti konča svoboda govora? Tako, ne. To se zlorablja zdaj, ne. Uporablja se sovražni govor kot način za v bistvu uničevanje svobode govora, ne. In to je pač zvijača, ampak ker ne nucamo pojma sovražni govor, je nepotreben. Zato, ker obstajajo zakonski
pač sistemski zakon določa, kje so meje svobode govora. In se točno ve. Deklaracija človekovih pravic, Mogali. Gre za to, da recimo, če ti recimo svojim, če širiš paniko, to je nekaj, kar boš kazensko odgovarjal, če se tega zavedaš, da to počneš, pa to vseeno delaš, to se ne sme, to je zakonito prepovedano, tu te svobode govora ni. Se pravi, obstajajo zakonski, kako bi rekel, kriteriji in definicije, ki onemogočajo določene vrste svobode govora. Ampak to, svoboda govora v tem filozofskem smislu, svoboda govora v tem praktičnem smislu, kaj je svoboda govora v konkretnem primeru, je pa vse tisto, kar zakoni dopuščajo. Zakon je zelo specifičen pri tem. Se pravi, ko ti začneš s grožnjami, zastraševanjem, paniko, to so stvari, ko jih lahko potem tudi tisti, ki je oškodovan, toži. Stajajo postopki sodni. Vse ostalo je svoboda govora. Ne? Skratka, in zdaj ta sovražni govor je pa neko hlapen pojem, ko se lahko čisto vsak zdaj zmisli in ga potem opravičuje in se potem še zraven dela moralnega in tako naprej. Ne? Ja, pa igra v resnici pa igra vlogo žrtve in v resnici pa onemogoča in ustavlja razčiščevanje včasih zelo pokvarjenih stvari, pa zločinskih stvari, ki nekdo poskuša, da ne bi prišlo na dan. Zdaj pa, če si me tisto poprašal še to, na kakšen način kaj je rešitev, ne, bi pa tako rekel, ne, ena stvar, kar sem jaz probal tudi v tej igri, je, da se nisem postavil na levo ali pa na desno stran. Ker s to umetno ustvarjeno delitvijo se potem dva pola med seboj drugega ovirata pri tem, da se in to je nekdo tudi malo krmili, pa zlorablja. To je recimo dobro Lipič povedal. Je rekel, kadar se gre, ne vem, o nekem pomembnem vprašanju, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije, gre za pomembno vprašanje, ki je sporno, je pa neki lobby od zadaj, vsi za lobby. Trenutko vsi poslanci, levi, desni, se bo strinjali, podpisali, da za vse bo štimalo. Ko gre za partizane pa domobrance, se pa kregajo ure in ure, 15, nikoli ni čisto jasno, kdo je zakaj. Tako je. Se pravi, in ta delitev na ta način onemogoča neko konstruktivno debato. Tako. Pa razvoj. Okay. Zdaj, kako se pa to rešuje, je pa poskus in želja v tem, da razkriješ hinavščino na eni in na drugi strani nekako. V tem smislu se mi zdi, da je ena pot, no. Ja. Vem pa, da poskušaš širiti tisto, kar misliš, da drži, ne? Pa poskušaš uporabljati svobodo govora. Tako, no, samo če boš preveč uspešen pri tem, bojo to obtožili vsega živega. Ja, jaz bi tako rekel, tole je v kontekstu tvojega vprašanja. Jaz sem knjigo posvetil raziskovalnemu novinarstvu, konkretno Georgeu Webbu in drugim raziskovalnim novinarjem, zaradi tega, ker to je ta način, o katerem se menimo. To je tisto, kar konec koncev ljudje hlepijo v resnici po resnici. Se je bojijo, se je tudi izogibajo, ampak ko se dogajajo nevarne stvari, je edino resnica temelj, na katerega se lahko zaneseš. In tako da, zdaj, če je to še pa ne pomeni, da je zdaj to, kar jaz tu prodajam, da je resnica. To je pač razmišljanje in odpiranje vprašanj in dilem in razmislek, no, tako, spodbujanje k razmisleku. 8. prizor je še en pogovor, tokrat med likom, ki mu je ime Kapetan z veliko in je vodja tako zvane Translave in na drugi strani Staro Sabljo, ki je glavni vojaški poveljnik, bi se rekel, ne, šef vojske. Zdaj, za tega drugega je precej jasno, ne, kaj predstavlja, se mi zdi, ampak kaj je kapetan? Kapetan je spet, ker je to alegorično delo. Kaj je kapetan? Se mi zdi, da to ne more biti ena oseba, se mi zdi, da je to nekako nisem bil točno prepričan, kako bi ti obesedil, kdo ali kaj je kapetan? Kapetan je odločevalec. On je odločevalec, pri čemer takšen, ko bi rekel, človek na visokem položaju, ki prihaja iz institucij, ki ima močno finančno zaledje, ki pa v resnici ni popolnoma suveren. Kljub temu, da razpolaga z neverjetno močjo, lahko odloča, kam bo šel kapital, tudi od tega, kam, na kak način bo vojska delovala, v resnici on odloča,
on je tisti, ki štanca denar in tako naprej, ampak v resnici je pa kompromitiran. Čeprav ima izredno moč, čeprav lahko dela revolucije, vojne, države lahko preobrača, v resnici je pa obstajajo posnetki, s katerimi ga lahko vedno izsiljujejo, nekdo ga lahko izsiljuje. Se pravi, kljub temu, da je na položaju, ima tako moč in tle se mi zdi, da je tudi en pomemben koncept. Za to, da lažje razumemo velikrat politične odločitve, se treba zavedati, da so ljudje, ki delajo svinjarije, nevarne poteze, družbeno škodljive, so velikrat tudi sami v stiski. Jih nekdo drži malo iz odzadja. In to je tudi pomembno, da se tega zavedamo, da o tem razmišljamo, ker nam potem pomaga. Ker če ti samo brez glavo z jezo nastopiš proti tem vprašanju, koliko boš dosegel. Skratka, dobro si je po moje tudi o tem razmišljati. No? In še to bi rekel, v nasprotju z mogoče z otroško naivno predstavo, ko sem bil rečemo v osnovni šoli, pa ne vem kdaj, si mislil nekdo, ko postane svetilnik naroda, ko postane predsednik ali pa prijedna funkcija, človek, ki ima tako integriteto. In včasih na lokalnem nivoju je to zelo velikrat in možno, ne rečem. Ampak, ko gre pa za močne interese, je pa pravzaprav idealno, da je nekdo, ki je naredil svinjarijo, s katerim ga bo nekdo izsiljeval v kritičnem momentu, ki ga bo držal, ko malo spomnil, ne rabi biti niti grobo, lahko je to zelo skupino narejeno. Skratka, popotnica za uspeh je lahko včasih glih to, da si pokvarjen, da si nasilen in to je sistemski način, na kak način lahko kontroliraš nekoga, kdor ima pač razloge za to. Ja, samo vprašanje, kdo pa kontrolira, pa če je to res pozitivno na koncu, ne? Ja, jaz bi še mogoče, da to postavim v kontekst, ne. Nekdo bi me vprašal, a smo res tako daleč zašli, ne? A je res vse te grozno, ne? Kdo in zakaj je možno, da je nekdo tako pokvarjen, da bi imel take, zakaj bi se nekdo tako grobo poigraval z nami tule? Zakaj ne bi mogoče nekaj bolj konstruktivnega poskušal ustvariti v času svojega življenja, če razpolaga z močjo in tako naprej. In moj odgovor na to vprašanje, moj intuitivni odgovor, če drži ali ne, je drugo vprašanje. O tem sem veliko razmišljal, ampak se mi zdi, da je razlog, zakaj je to tako. Je zato, ker ljudje, ki pridejo do takih položajev, dobro je to rekel Henri de Balzac, oče Goriot, recimo znan roman njegov, francoski pisatelj, je rekel, da vsakim bogastvom se skriva zločin. In nekdo, ko pride na položaj, ima veliko okostnjakov v omari, velikokrat, ponavadi. In tak človek ima veliko za zgubiti tudi, zato ga skrbi. In zato se boji raziskovalnih novinarjev, svobode govora, vseh teh stvari. To so razlogi. On je tudi sam ujetnik, mogoče tudi samega sebe. Tako da to ni samo ena absurdna pokvarjenost ali pa brezglavi pohlep. Obstajajo globe razloge za to, nekako mislim, da. To je moje predvidevanje. Tu je spet cel kup tem v tem poglavju, v tem pogovoru, ki smo ga omenili med kapetanom in staro sabljo, omeniš, da roboti jemlje delo ljudem, da internet pomaga upornikom, ker prihaja do informacij, hkrati pa je pomembno za vladajoče, ker omogoča nadzor nad tem, kaj počnejo vsi ljudje. Ne? Govoriš o permanentni vojni, o tem, da vojne trajajo z namenom prodaje orožja, govoriš o uvedbi policijske države obvežnem in potem o obveznem čipiranju, cepljenju in omeniš tudi tako zvano vesoljsko kugo. Ne? Se mi zdi, da je kar jasno, kakšno tvoje mnenje o tej zadnji neki globalni kugi. Ja, kar se globalne kuge tiče, bi rekel, da je nenavadno, da je v tem virusu, kolikor jih imamo, teh sploh mikroskopskih posnetkov, do zdaj sem videl enega, ne pa 100,000, kolikor bi pričakoval, da jih bo. Ampak je nenavadno, da tudi tistem enem, kolikor je ta genom zdaj razkrit, je čudno, da je iz čist enega drugega virusa isti genom prepisan v novi virus in to je del genoma virusa HIV na 5 funkcionalnih delih, se pojavi v drugem virusu, novem virusu, novel virusu, genom nekega drugega virusa. Po naravni poti težko. In to je danes tudi tako je očitno v znanstvenih krogih, tako jasno spoznanje, da so celo ameriški obveščevalci to priznali že nekaj časa nazaj. Mike Pompeo, šef CIA,
pa Dirlow, ki je šef, bivši šef angleške obveščevalne službe, sta v dokumentarnem filmu. Ampak tako si tudi napisal, nekje si napisal, ja, potem pa 2-3 leta, 4 kasneje, nekje ob 2 po noči na enih novicah nekdo pove, kaj se v resnici zgodilo. Ja. Takrat, ko je resnica že marginalizirana in več noben v resnici, ko je že mimo, ljudje že pozabijo ali pa so nekako sprejeli neko realnost, ki se je že zgodila. Ne. Tako, ne. Si me pa tudi, sem še na eno drugo stvar spomnil, ne. Namreč govoril si tudi o tehnologiji, ne. Na kak način v bistvu je avtomatizacija, kak faktor igra v tej družbi, v tem času. To se mi zdi nekaj, kar bi rad tudi malo naslovil. Ker zdaj mogoče zgleda, ko se tako menimo o tej igri, da je izredno negativno vprašanje, težko vprašanje odpira. Ampak jaz bi tudi tako v podtonih, pa med vrsticami, če bereš, vidiš, da je podobno v času, ko se dogaja modus operandi, je preslikava današnje dobe. Današnja doba ponuja izjemno tehnologijo. Mi živimo zdaj v času, ko bi lahko živeli zelo udobno, zdravo. Mi imamo znanost in tehnologijo, ki omogoča neverjetne stvari. In bomo omenili eno stvar. Peter Joseph, ki je pred leti naredil slaven film Zeitgeist, v 3 delih je bil ta film velika uspešnica. No, on je naredil zdaj pred nekaj leti, napisal knjigo New Human Rights, nove človekove pravice, in v njej je razlagal več različnih konceptov in eno od teh konceptov se mi zdi zanimiv, veliko dobrih, zanimivih in kreativnih rešitev in idej in na nek način jih malo tudi nekje zraven omenim v tej igri. On je recimo naredil študijo, kako bi v Kaliforniji s tehnologijo, ki je bila dostopna pred 10 letami, ali pa to je veliko let nazaj, no, kar je to študijo naredil, bi lahko samo ob tej tehnologiji, ki že zdaj obstaja v tej državi, če bi naredil če bi funkcionaliziral ekonomski sistem, optimiziral, bi morali državljani Kalifornije delati največ 5 ur na teden. Pa bi imeli vsi udobno, lagodno, odlično življenje. To je tudi seveda žitnica Amerike, Združenih držav. Ne? In to je šokantno, če tako pomisliš. Kaj vse je možno, kaj tehnologija omogoča. Skratka, moje mnenje je, da gre za sistemski problem, za distribucijo teh dobrin, pa teh tehnoloških možnosti. Tako, ne? In se mi zdi, in šokantno je, da ne samo, da bi lahko vse to, da nam je v bistvu blizu in da nam je dostopno. Zato je treba te stvari razkrivati, zato je treba razmišljati o sistemu, o ekonomiji. Ampak, kaj ti zdaj je pa še kontra, še nasprotno je. Ta tehnologija, ki nam bi lahko omogočila marsikaj, nas štrafa. Namesto da bi v Kaliforniji živeli krasno, udobno življenje, ne, na masovnem nivoju je zdaj to državo mogoče z največ brezdomci, ne, sigurno v Združenih državah, pa v zahodnem svetu najbrž. Kar je norost, blaznost, totalna, ne. Tako. Ja. Ok, gremo se malo vrniti zdaj spet k tej ideji, da pridemo skozi to knjigo, vse smo že blizu, samo še malo zdržimo. Na naslednjih nekaj prizorov govori o tem, kako Lilian, to je Arianova sestra, ki jo spoznamo že v 2. poglavju, skozi ogromno samožrtvovanje doseže, da Ariana spustijo iz zapora, oziroma pripora, kakorkoli že. In ko sem bral te prizore, niso ga samo spustili, ampak so mu tudi dali ogromno denarja, sem imel občutek, da se v bistvu vse skupaj ne bo dobro končalo, ne? Da je vse preveč dobro, da bi bilo dobro. Začeš, kaj mislim? In potem prije 11. prizor in, če boste kupili knjigo, kar priporočam, ne? Priješ do 11. prizora. Zelo pomembno to. Tule 11. prizor in piše novi konec. Taka puščica je, tako Robin Hood puščica, ne? In potem moraš iti na konec in moraš pogledati in je tu nov konec. Ja. Ne? In jaz, ko sem to bral, ne, sem imel veliko flashbackov na čase, ko sem igral s teboj v bendu. Ker smo naredili komad, pa je bil ful dober komad. Ampak Simon se odločil, da ni še dovolj dober.
In pol je naredil drugi vokalno linijo. Pol smo tako komad 1 leto, 2 igrali, pol se odločil, veš kaj, ta drugi riff ni v redu, daj zameni kitaro. Pol smo igrali 3 leta tako verzijo, pa rekel, cel tekst je za nič, sem pa nov tekst napisal, pa boljšo vokalno linijo in tak dalje in tak naprej. No, 10 let kasneje smo naredili plato in z skoraj vsemi komadi si zadovoljen. Pač 8, 10, 7, tam nekje. In zdaj, to je bil ta flashback, moral sem to deliti s svetom, da mi je lažje. Okay. Simon je pač vedel, da mora narediti drug konec in razlika ni tako velika, jaz sem prvi prebral novega, sem da dobim ta vtis. Potem sem pa prebral še starega. Razlika, noče nič pokvariti, ker jaz vedno upam, da boste kupili knjigo, ne? Ampak razlika je predvsem v tem, da je enkrat zaradi informacij, ki pridejo Arjanovi družini v pozornost, tako rečem, kar sicer ni pravi način to reči, okay, preprečijo bolj tragičen konec. In tu seveda se mi zdi, da se vrnemo na to, na raziskovalnost, pa na razkrivanje resnice. Točno to. Kot tako, ne? Točno to. To je zelo dobro, da si tako postavil, ker se pravim, veliko vprašanj, veliko konceptov, ekonomskih, socialnih, tudi konec koncev psiholoških vprašanj in dilem se lotevam v tej knjigi, jih odpiram, ampak če bi pa tisto, kar mi je bilo nekako vodilo in kar je bila moja želja pri pisanju knjige, je bilo pač najti nekaj konstruktivnega, neko rešitev v tej zelo zahtevni in to je bil veliki izziv, ne, in tudi moram še malo povedati čisto konkretno, kak je nastala knjiga, ne. Meni so pri Kulturnem centru Maribor izdali 2 knjige v enem letu. Prej mi pa noben in več kaj povoha veliko. Je pa res, da sem tudi malo sam kriv, da ne bo pomoten, no, ampak res so mi šli na roko, neznanem, neuveljavljenem avtorju so kar 2 knjige izdali. Ampak dobro, Hedl ni dogmatičen človek in je izdal 2 knjige, ne. In namesto, da bi bil hvaležen, pa da bi razumel njegov vložek, pa njegov zaupanje, ne, ga pokličem, pa mu rečem, čuj, ti, hvala, ne, ti res cenim, da res razumem. Flashbacki. Ja, ampak to je bilo nujno, In bolj si imel nov konec. Ja, ker jaz sem rekel, to je zdaj nova igra. To je nova igra, jaz bom dal podnaslov, naslov bo isti, modus operandi, ampak z novim koncem bo nova igra in bo naslov, bo poleg modus operandi pisalo na naslovnici še črno na belem. In deloma tudi zaradi tega, ker je črno na belem je tudi simbol literature ali pa predvsem sem imel v misli novinarstva in raziskovalnega dela. Črno na belem je simbol resnice, ne? Tako, pa jasnosti. Tako, jasnosti nekako, ne? In je novinarski pojem, rečemo, ne? In to je zdaj, skratka, ampak jaz, ko sem začel pisati, to igro sem začel pisati zaradi tega, ker mi ni dalo miru. V času to je bilo čas sirske vojne in takrat je bilo iz vseh strani sem poslušal o teroristih, pa o beguncih, pa o migrantih in jaz sem se zavedal, kak nevaren koktejl je to in kak se bo to tudi pojavilo zaradi tega nestrpnost, ksenofobija, kar je popolnoma normalno, da se to zgodi. Če tebe nekdo zastrašuje, pa govori o grozljivih dogodkih. Potem pa se je dogajalo, levičarji so potem obsojali tiste, ki so rekli, ja, begunce moramo sprejeti pa jim pomagati. Desničarji so pa tudi imeli pomisleke, kaj pa če dobimo zraven teroriste, a to tisto, kar želiš svojim familiji, svojim bližnjim, da se kaj tajega pri nas zgodi. In skratka, ena nemogoča situacija in klima se je ustvarjala in to je bilo vsaka poročila, dan za dnem so bili teroristi, da so pa zginili. Da so zginili, zdaj neka druga agenda, da to niso teroristi, zdaj druge vrste terorizem. Ampak tako, in to je mene takrat, to me je zadelo, jaz sem tu videl, da se dogaja nekaj zelo škodljivega. In me je preganjalo, in se po noči zbujal in sem si potem nekako začel neke zapiske delati iz tega, nisem vedel, kaj bo iz tega rato. No, in nekaj momentov sem prišel do igre in potem pa tako ste rekel, to je bilo bolj... Jaz sem skladovnico verzi tega naredil, to lahko Špela pove, ko je bila moja cimra, to je bilo na kile verzi, je bilo to, prednje sem kopiral, pa denar zapravila za tisko, še ga tak nisem imel. Ampak nazadnje, skozi pa
hlepel potem iskal in zavedal sem se, da odpiram tako težko vprašanje, da ne morem narediti hollywoodskega happy enda. S tem bi se tudi na nek način požvižgal na trpljenje teh likov, junakov, na njihovo stisko. Zato sem se rekel, to je nemogoče, ne? Ampak po drugi strani pa nisem hotel narediti težkega dela, brezizhodnega dela. In boril sem se na vse možne načine, iskal, ne vem, veliko koncev sem imel, veliko verzij je bilo že vmes, ki sem že iskal neke variante in ta zadnja, predzadnja, ta, ko je natisnjena v knjigi, v osnovni knjigi, sem se nekako približal, prišel sem do neke ideje, kako pomembna informacija. To je bilo za mene ključno, to je poanta, to je sporočilo te knjige. Ja, ker tudi ta tvoja zaveza k temu, da rečem, če že ne optimizmu, pa tudi ne skrajnem tragičnem pesimizmu, je smiselno, ne? Meni je špicel Andrej Černelč, ko smo dala z flip-flop ven spot za Julian Assange komad, ki je šoker, ne? Ta spot je šoker, je rekel, da pač to ni konstruktivno, ne? To je pač šoker, to ni konstruktivno, ne? In se ni bil namen, da bi bilo, namen je bil, da bi bil šoker, ampak in potem sem se vprašal, kaj v bistvu s tem dosežeš, in mi je všeč ta zaveza optimizmu neke sorte. Ne? No, to bi se rad odzval, ne? Se pravi, ne boš pozval, kam imaš naprej. Ne bom. Se pravi, oboje je legitimno, ima svoj smisel, ne? Antična tragedija je tragedija z namenom, ker prek katarze, očiščenja ti dojameš, se sprijazneš, spoznaš neko novo resnico in ki ti odpre mogoče novo pot to odlaso, ali pa te vse upozori. Ja, samo eno je to, eno katarza, drugo je pa čisti nihilizem. Ne? Tako, in pri tej igri sem pa jaz imel skozi občutek, da je vseeno toliko enih tudi, je enega, kako bi rekel, volje te familije, ki išče svojega otroka, te želje, te vneme, tega idealizma v resnici, nekje v potonu te igre, da se mi je zdelo, da bi izdal te junake in njihovo prizadevanje. Jaz pač nisem našel bolj... In še druga stvar je, toliko stvari, toliko enih vprašanj se odpira in tudi enih konceptov je nastavljenih, da se mi zdi, da je prav, da se mogoče bralec še kdaj pozneje vrne k igri. In če jaz zabijem, zatočem bralca na koncu igre, bodo rekel, hvala lepa, dober je, prebral sem, ampak hvala, ne, dosti je bilo. Ampak... Zelo, torej, zdaj mi pa povejo, če je to optimizem ali pesimizem, ko bom prebral en delček. Tu se pogovarjata Lilian, mimo grede, kar nisem omenil, se izkaže, mislim, da v 7. poglavju, da so Arjan in družina tudi priseljenci. Ne vem, mislim, da se to tam šele zgodi in to je full smart, zato ker v bistvu podzavestno, jaz priznam, sem mogoče bi drugače doživljal like, če bi se zavedal, da so priseljenci, kar je čudno, ne? Kar je točno to, o čemer si govoril. V glavnem se pogovarjata Lilian in Parisa, mama, en odlomek, Lilian. V arhivariju sem prebrala, da smo baje vsi prišli iz zemlje, celo opečnjaki iz ognjenika, Parisa. Tako pravijo, ja, ampak Bog ve. V arhivariju piše marsikaj. Lilian. Pa misliš, da je na njej kdo preživel? Parisa. Na zemlji? O tem pa nisem nikoli razmišljala. Glede na to, kar sem videla v arhivariju, ne bi rekla. Če se prav spomnim, smo z zemlje pobegnili ravno zaradi tega, ker smo jo do konca zbombardirali. Lilija, nadušena. Vem, ampak ne bi bilo noro, če bi na njej nekaj ljudi vseeno ostalo. Ne bi bilo nekaj neverjetnega, če se bi lahko po tolikšnem času spet srečali z njimi. Ali je to optimizem, ker smo zbombardirali zemljo, ali pesimizem, ker smo zbombardirali zemljo, ali optimizem? Kak jaz to vidim, kak jaz to doživim, je točno to, da je v resnici to zgodba o familiji, govori o tem idealizmu te Lilian, ki je v zelo težkih situacijah se znajde, izredno neprijetnih in grobih, nasilnih situacijah se znajde ona. Ampak vidiš, da na konci v svoji duši pa ostaja večen otrok, večni idealist, in ki ima upanje, ki verjame človeštvo. Kljub temu, da je taka težka zgodovina v ozadju,
ki izhaja iz arhivarja, iz nekih zgodovinskih zapisov ali pa dokumentov, ona vseeno v njej je to upanje, pa želje, pa veselje, ne, vznemirjene po ponovnem snidenju s človeško vrsto, ne, kljub vsemu. Ne. Jaz sem pogledal tudi Lilijan, je v bistvu Simon. To je to od mene, hvala lepa Simon, knjige so tam, pogostitev. Super, hvala ti, Hvala Andrej, ker si prevzel danes vlogo. Res sem navdušena. Hvala. Jaz sicer še nekako vedno, kljub vse digitalizaciji, verjamem, da pač umetniki rabite beležke, da nas si na roke naredite osnutke. Tako da upam, da bodo še oba dva veliko novih idej in novih stvari. Hvala, Evžen.